Pred dnevi se je svet Zavoda za turizem Maribor Pohorje še enkrat sestal v polni sestavi, kjer so nadaljevali postopek vezan na razrešitev direktorice zavoda. Seja je bila predčasno prekinjena, saj svetniki naj ne bi pridobili mnenj občin soustanoviteljic. Občine Rače, Fram, Hoče, Slivnica, Starše in Maribor so bile seznanjene z morebitno razrešitvijo le preko e-pošte. V pisni izjavi za medije je predsednik sveta zavoda Gregor Bezlaj pojasnil, da so jih 19. decembra pozvali k podanemu predhodnemu mnenju o razrešitvi, vendar do 19. januarja niso prejeli odgovorov. Skladno s 15. členom statuta zavoda si mora svet zavoda pred razrešitvijo direktorja pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja zavoda in seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev ter mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. Če ustanovitelj zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje o razrešitvi pozitivno. Vse procesne postavke za glasovanje o razrešitvi direktorice zavoda Doris Urbančič-Vindiš so že bile izpolnjene. Po seji je svet zavoda vseeno sprejel sklep, da občinam dokumentacijo pošljajo ponovno, tokrat po klasični pošti. Postopek razrešitve se je tako dodatno podaljšal, saj imajo občine ponovno 30 dni časa, da preučijo dokumente in tudi odgovore, ki jih je pripravila Vindiševa, ter sporočijo svoje stališče. Če tega ne bodo storile, se razume, da soglašajo z razrešitvijo. Vindiševa pravi, da naj bi imela podporo velike večine ljudi, ki so odgovorni za razvoj turizma v Mariboru. Z mestne občine Maribor pa so sporočili, da od Zavoda za turizem pričakujejo dolgoročno strategijo turizma z akcijskim načrtom izvajanja, saj je le-ta vsako leto v porastu. Strategija bi se morala izvajati tako, da bi bil Zavod za turizem koordinator vseh promocijskih aktivnosti mariborskega turizma. Direktorica zavoda pri mariborskem županu nima podpore v celoti. Ali bo uspelo obdržati mesto direktorice, tako še zdaj ni popolnoma jasno. Spomnimo, da Vindiševe očitajo med drugim neustrezno pripravljen poslovni ter finančni načrt, neustrezno pripravljen program festivala Čarobni december in slabo povezovanje z občinami in s turističnimi akterji.